Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, moj tokratni gost je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič. Glede na to, da se kar precej let že poznava, predlagam, da se tikava. Ja, nimam problema. Lep pozdrav tudi vam. In zdaj, če bi dejal po kmečko, ker smo včasih krave skupaj pasla, se pa sploh morava tikati. In potem bi to Čeprav rekli. jaz jih še nisem. Ja. Ti pa si, ne? Jo, velikokrat in še vedno jih. In zdaj, kje pogrešaš, ali ti je še ostalo delo na kmetiji, Ja, zdaj, ne, odkar si predsednik? Ne, delo na kmetiji me vse počaka, no. Počaka. Tako da se včasih malo hecam, da ko bo mandata konc, bom imel kar veliko dela, da bom tisto noter dobil, ker nisem vmes delal. In zdaj si sam, ne? Zdaj Ja. včasih ste nekako skupaj, si delal skupaj s staršema, ne? Je bilo lažje takrat? Veliko, ne. Seveda, oče je imel to skrb za živino, ta, bom rekel, pogled na žival, če kaj narobe, če kaj bolana, je predvsej rekel, glej, tisti kravi pa vampi ne delajo dobro, treba kaj pogledati, Ja, porihtati. to se takoj ugotovi. Ja, saj to ugotoviš, samo zato si moraš vzeti čas, ne. Zdaj pa, če to na hitro nafutraš, pa se sedeš v avto in greš v Ljubljano, pa tega ne vidiš, ne, in potem pa so lahko stroški pri zdravljenju ali pa tudi pogin in tako naprej, ne. Tako da ja, precej, seveda. Je tudi Čeprav mama bil še veliko delala na kmetiji? Ja, mama je imela bolj to hišna opravila, še prej nazaj, ja. Zdaj, Ko je bila mlajša. včasih smo rekli ženska opravila, ne? Ja, ženska opravila, ja, sej na Zdaj- podeželju. zdaj že skoraj ne smeš to reči, ne? Ja, te mingardi, kdo potem Da predalčkamo. kam prijavi in te okarakterizira, kot da še živiš v srednjem veku. Ampak ne, glejte, na kmetiji je še vedno tako, ne. Glih zdaj je bila ena raziskava, ki je naredil Inštitut za enakost spolova pri FDV, ne, kako so še seveda ženske na podeželju niso pač, da so enakopravne, niso pa enake, ne. Ampak glejte, na kmetiji je seveda moški, ne, ženska, otroci so peti v kmetijo, ne, pes pa pes, ne, tako da. Ja. So težja dela, ne, ki jih tudi zaradi fizične sposobnosti lažje recimo opravi moški, ne. Ja, pa vse tako je bilo, ne, seveda, ne. Ženske ponovadi niso hodile v gozd, ne. Drva sekati. Drva sekati, z motorko podirati, ne. So pa seveda delale v hlevih, molzle, tudi ta, bom rekel, težka opravila, ki pa danes seveda so drugačešna, niso več. Avtomatika bolj, ne. Ja, gledajte, imamo v Sloveniji skoraj 200 kmetij, ki molzijo roboti, ne. Od 5000 kmetij, to je kar velik procent, ki še daje mleko v mlekarne, ne. Slabih 5000, imamo skoraj 200 kmetij, kjer molzijo roboti in predvidevam, da bo čez 15 let se pravi to tako naredilo. Tisti, ki bo to šel, bo imel, drugi pač ne bo več krav imel in se ne bo molzle. Roman, in kakšna je ta tvoja kmetija? Kje jo imaš? Moja kmetija v občini Sevnica, na Štajerskem delu. Daleč do Ljubljane, ne? Ja, kar. Pa do Trebnega so še kar ovinkasti ceste. Tako da je. Bolj hribovita? Ja, hribovska kmetija, ne. Imamo vsega, se pravi, največje pa seveda tistega, kakor po nam radi rečemo, da imamo ravnine v breg prislonjene. In to pomeni, ne, tudi močnejše traktorje, vse močnejše, ne? Ja, Da nekako močnejše, pa potem lažje priključke, ne, na teh traktorjih, ne. Ne moreš orati s 5 brazdam, ne moreš imeti, ne vem, nakladalko veliko kot kozovc, Več dela, ampak trikrat manjša. Več časa. Ja, več dela, več stroškov tudi, ne. Tudi pri nabavi strojev, težje je dobiti tudi usluge strojne, ampak si tudi vsem pomagamo, ne. Predvsem je pa drug problem. Problem je z nižji donosi, manj zraste tam, ne. In se pravi, imaš potem... Kaj manj zraste? Ja, glejte, na njivah, na travah, posod, seveda, mislim, na travnikih, na njivah, v hribih zraste pač manj kot na ravnini, kajti tudi težje je hlevski gnoj na tam spraviti, gnojevko razvoziti in potem seveda tudi spraviti, ne. In se pravi, te travniki pa te njive niso tako intenzivne kot na ravnini. Recimo, kje v Prekmurju, ne? Ja, ali pa na Štajerskem, ali pa tudi ob Savih. Tudi tam obdelujem zemljo, pa vem, kakšna je razlika, ne. Je razlika. Kajti jaz imam kar precej zemlje v najemu, ne.
Več kot 12 hektarjev Imaš jih imam premalo, v najemu. ne, za- Ja, 27 hektarjev obdelujem, ja. 27, pač toliko hrane potrebujejo, kako je gre to? Ja, A to samo za svojo živino ja, v pridelaš, ne? preteklosti, ko sem bil samo doma, je bilo to vse za potrebe živali na kmetiji, ne. Koliko glave? Ja, imel sem tam svoje čase tudi tam nekje 70 do 90 mlade pitane govedi, se pravi bikov in telic. Še prej nazaj sem imel krave dojilje, takrat je bila struktura teh živali malo drugačna, ne. Res pa je, da zdaj iz njiv, žita tudi prodam, no, ker nimam več toliko takšne stale živali. Zdaj so pa težave potem ob takih sušnih obdobjih, ne. Lani je bilo že tako, ne. In še večje težave so potem, ne, ko se človek nekako dogovarja, kmet, ne, z državo, da bi povrnila kaj, ne, pa so potem tista povračila hecno, ampak bomo rekel, žalostno nizka, ne. No, zdaj, seveda je težava, kadar pride sušnato obdobje, ne, je travinje najbolj prizadeto, ne, tam se najbolj pozna, tudi večkrat zraste, ne. Seveda tudi na produ, tudi na poljščinah in na ostalih zadevah, ampak seveda travinje je najbolj prizadeto, predvsem pa je bil lansko leto problem, ki je bila ta suša v celi Sloveniji in tudi v sosednjih državah, in tisti kmet, ki ni imel nekaj zaloge, ne, je zelo tenko. Kaj to pomeni, piskal. zaloge Ja, suhega zaloge sena? krme, ja, lahko suhega sena, tudi silaže iz preteklih let, ne, sej, ko si ponovadi narediš, da greš čez jesen za silosom, ko imaš tisto spravilo, ne. Dober gospodar, ne. Ja, ampak seveda, Če je. ne, seveda. Vsak to poskuša, ne, če se le da, da ne gre na tisto. Od lani za na letos tisto- ni nič ostalo, Ne, od ne? lani na letos ne bo ostalo nič, ne. Zdaj, tisti, ki so imeli neko zalogo, so seveda bojo letos to porabili, in bo potem zdaj treba delati zaloge, če bo Bog dal letos dobro letino za naprej. No, prej si omenil, ne, da si bolj hribovska kmetija, ne. Več dela, več časa gre, ne. Ampak ravno zaradi tega pa nekateri opuščajo, ne, kmetije, ne. Ja, Zdaj ne vem, ni naslednikov, jih doma niso vzgojili, ali enostavno vidijo, da je lepše živeti nekje v mestu, potegniti vsak mesec 1200 evrov, 1500 evrov in živeti, ne, brez hudega napora. kombinacija vsega je, ne. Ponekje ni naslednikov, drugje so, pa nimajo interesa kmetovati. Veste, vse na teh, bom rekel, vsem povem, ne, na teh manjših kmetijah v glavnem vsi delajo še drugje, ne, in potem vlagajo denar od drugje na kmetijo, ne, in slej ko prej se to človeku zdi, po domače povedano, brez veze, ne, in zakaj bi hodil v službo pa vlagal v kmetijo, ne. Moramo pa povedati, da kljub vsemu kmetije se zmanjšujejo, vendar površine, imamo dve vrste površine, če lahko rečemo. Imamo tiste površine, ki so v registru kmetijskih gospodarstv in za katere se uveljavljajo tako imenovane subvencije, ne. Ki jih je treba obdelati. Ja, in tam se nam površine zdaj v zadnjih 20 letih ne zmanjšujejo in ne zaraščajo. V glavnem zgubljamo površine zaradi pozidave. In to najboljše kmetijske površine, bom rekel, po dolinah, tam, kjer se da lepo, se vidite, vsi vidimo, ko se peljemo po Sloveniji od trgovskih centrov, vsaka občina ima obrtno Tudi kakšna cono. firma Magna, ne vem, se mi Ja, zdi, da je bila tudi na glejte, kmetijskih čisto površinah, stoji, ne, ne. 100 hektarjev je tam šlo, ne, pa stoji na čisti ravnini, na najboljših kmetijskih površinah, zdaj tam v bistvu nič ne delajo, ne. Imamo pa potem seveda še en kup drugih površin, katere pa so se malo tako obdelovale, niso bile tako imenovano, niso bile pogerkane, ne, se pravi, niso bile v teh, tam se nam pa površine zaraščajo. In to potem grmovje. Ja, to je šikara, po domače povedano, ne. Seveda tako začne grmovje in tukaj je Jaz to dolgo, recimo dolgo. vidim, ne, iz okna že cel življenje, prej iz Kistovca, zdaj iz Izlak spremljam Čemšeniško planino, ki ni več planina, ampak je zdaj zaraščeno to na Ja, nek sej način, to ne. vidimo povsod, ampak treba je vedeti, da to je pol, da ta trend se dogaja 50 let, ne. Ja, Veste, sej, to je to, recimo ja. na Krasu, ne,
če bi imeli tam malo več krav, pa koz, pa ovc, bi bil ta požar lanskoletni, katastrofalen, bi imel veliko manjšo razsežnost. Zakaj? Ja, zato, ker tam, ki je obdelano, tam ne gori. Aha, ker je Tam, ki je pokošeno, pokošen travnik ne gori, gori grmovje in podrast. In ta je najbolj nevarna, se pravi tista, ki se ne obdeluje. Dolgo tli, veter in preskoči. In je seveda najboljša protipožarna zaščita na takih območjih je seveda aktivna živinoreja. Ampak tu pa verjetno bolj drobnica, na Krasu, verjetno ne toliko govedo, koze, ovce. Koze, ovce za pašo, lahko tudi v manjših številih, tudi lahko govedo, lažje govedo, tako kot so seveda bili v Sikogorju, imamo to avtohtono našo pasmo Ciko. A to je lažja? Ja, je seveda lažja, bolj prilagodljiva na take površine. Poleti za pašo ni tak problem, vendar za govedo je potrebno seveda veliko več krme pripraviti za čez zimo. A se te govedo pase zunaj ali imaš v... Jaz pasem, vendar ne vse. Pozimi so pa... Pozimi so pa v takem odprtem hlevu, na prostorejo in tudi z izpustom, en del pa neso pa v boksih, se pravi na prosti reji. Zdaj, imaš koga, da ti pomaga? Saj sam verjetno ne zmoreš to, ne? Je pa gledajte, glavnino naredim sam. Včasih, ko ne pridem prav... Pred šihtom, ne? Ja, pred šihtom grem še v štalo, ja. No, zdaj le 14 dni, ki sem prodal, bom kupil konc marca, začetek aprila, pač ko bo prile, ko bomo nazaj nabavili živali. Res je, da zanimam takšno število, da je to število živali veliko manjše. Grem, preden grem v Ljubljano, grem po domače povedano v štalo, ali pa v hlev. Zvečer pa pripravim, kadar sem in včasih mi pa pride, da mi nekdo potem to nafutra, ko ne pridem prav vsaj domov. Ki imaš pitance, ne? Pomeni, tu ni molže. Ne, molže ni. Ja, to je prodaja mesa potem. Ja, to je za prodajo mesa. Tam je pa še več dela na nek način, ne? Ja, tam je pa ura, tam je pa moraš biti točen na minuto. Tam ponovadi okrog 6 jih jaz vidim, ne? Šeščare v kmetijo, ko gredo in potem molže. Seveda bolj strojno zdaj, ne? Ja, ampak mora biti točno na čas. Kaj ti zdaj, če boš enkrat šel... Vse krave mukajo, ne? Prvič to, ko jih začne mleko tiščati, drugi pa problem, da lahko pride do bolezni, tako imenovanih somatskih celic, vnetja, vimen, če niso recimo bile pravočasne. Tako kot pri doječih materah, ne? To pa nimam izkušnje. Ja, pravi, mastitis, kako so rekli, ne? Mastitis je tudi pri kravah, se imenuje mastitis. A tudi, no, vidiš, sej smo iz iste vrste, kako nekako, ne? No, prej mogoče nisi odgovoril, ta suša, ki je bila, odškodnina pa šoh, ne? Ja, zdaj vračilo, bom rekel, zakon, ki je o odpravi naravnih nesreč, ta še ni bil, bom rekel, je zaaktiviran, vendar se še niso začele odškodnine izplačevati. Zakaj to pri nas? Ja, gledajte, tak je zakon, tak je postopek. Najprej treba popisati škodo, prijaviti škodo, potem pa seveda treba počakati na cene kmetijskih predelkov po preteklih letih in to jih statistika da šele konec marca, ravno zdaj tele dneve so prišli ven. In do takrat lahko kmet propade. Ja, zato je vlada lani se odločila, da bo pač poskusila z nekim sredstvom pripomoreči in bom rekel, ta dober vladni namen je bil pač si pol na koncu, bom rekel, izlovil iz enega enostavnega razloga, ker je bila seveda malha premehna, potreb pa preveliko. In potem so začeli omejevati, kdo ne dobi, kdo bo dobil in so prišli do, ne vem, tistih slabih 10,000 kmetij in so se pač izplačala tista sredstva, se pravi, ampak ta sredstva, ki so se pač lani izplačala za pomoč za izpada krme, ni bilo iz zakona o suši, ta bo izplačana, dajmo se, bom rekel, prijetno presenetiti konec maja, začetek junija. Ampak je bilo vedno tako kot 2017 in vseh teh sušah, kadar se je zgodilo, pa tudi takrat samo za primerjavo, pričakovanja, da bi to bilo ne vem kakšna velika sredstva,
je škoda imeti. 2017 je bila škoda po suši ocenjena na 65 milijonov, pa je bilo izplačanih 7 milijonov. Ne. Tako da se pravi dobrih 10%. Ne. Letošnje ocene dokončne pa še nimamo. Imamo jo na krmnih rastlinah, nimamo jo pa še na sadju, vinogradništvu in na hmelu. Roman, kako to, da si se ti odločil, da dobro, bil si že vmes tudi poslanec, ne, si se malce s politiko spogledoval, da si se pa tudi soustanovitelj Slovenske ljudske stranke, ne, eden od soustanoviteljev, kako to, da si se potem odločil, zdaj bom pa še kandidiral za predsednika Kmetijske gozdarske zbornice? Za predsednika Kmetijske gozdarske zbornice ne moreš kandidirati. Za člana, ne? Moraš kandidirati v svet, biti izvoljen v svet, to je 54 svetnikov, ne, in potem svetniki izmed sebe ampak moraš biti za, odločijo. Ja, moraš se strinjati s tem, ja. Tako, ja. No, gledajte, po vseh tistih pripetljajih, ki so takrat pač bile, ne bi jih rad pogreval, je prišla skupina svetnikov do mene in ne, ni prišla, ampak so me po telefonu poklicali. So te videli, ne? So me po telefonu poklicali in so pač ocenili, da bi lahko zmagal in da bi bil dober po njihovi oceni takrat, zdaj ne vem, če so še istega mnenja. In pač sem se tako odločil in potem je to ratalo. Ampak zdaj, to je zdaj dobre 2 leti nazaj. Še 2 leti, ne? Slabe 2 leti še, ja. In treba je pač se zagrizniti v to in poskusiti v najboljši možni meri pač odpeljati to odgovorno funkcijo, ki je pa zelo zahtevna in odgovorna. Pa kar veliko zaposlenih, ne? Jaz sem bil prej kar malce presenečen. Jaz nisem mislil, da je to tako velika organizacija, ne? Ali pa tako veliko združenje, ne? Ja, seveda je velika, ne? Zakaj je velika? Kmetijsko-gozdarska, ja, ne? Dobro, z gozdarstvom imamo... Bolj malo? Ja, ne, člani so tudi noter, imamo tudi na tem sektorju zaposlene, tam predvsem spremljamo to zakonodajo, pomagamo pri škodah po divjadi s tem sektorjem gozdarskim, če se s tem z gozdarstvom bolj ukvarja Zavod za gozdove. Treba vedeti, da pač po zakonu o Kmetijsko-gozdarski zbornici, ne, so vsak tisti, ki ima več kot 160 evrov katastrskega dohodka, obvezen član. Ne, članstvo je obvezno. Ker čisto nič ne razumem, recimo. Ne? No, pa gledajte, zdaj to govorim tako, če bi vi pač tam imeli... tikava, ne? Ja, pardon, ja. Poglej, ne? To je malo, ja, poglej, ja. Če bi imel ti eno nivo, ne, ja? Ki bi bila tam, ne vem, velika hektar, recimo, ne. Zdaj hektar je? 100 x 100 metrov. Aha. Ja. Ja, že imam, ne. Ja, ampak zdaj seveda potem to odvisno, v katerem je bonitetnem razredu in kako je visok ta katastrski dohodek, pa ali si sam lastnik, ali imaš več solastnikov in tako naprej, ne, to je zdaj pač odvisno. Potem bi že bil seveda ta naš obvezen član, za katero bi pač plačal članarino. Zdaj, da tako povem, imamo teh, najnižja članarina je 8,36 € na letni ravni. To gre glede na katastrski dohodek, 3,4% od katastrskega dohodka, s tem, da imamo zdaj že nekaj let, ker lahko gre 20% gor, 20% dol, tako da imamo 3,2 za soglasjem vlade. Se pravi, imamo pač najnižja članarina je pač teh 8,36 €, povprečna letna članarina, letna govorim za naše člane, je pa 20 €. In kaj to članom prinaša? Ja, gledajte, mislim, prvič, nekaj dajo? Ja, gledajte, prvič zastopstvo, ne. Mi se seveda trudimo in poskušamo, da v vseh teh uredbah, zakonom in tako, ko so, poskušamo pač gledati na celotno sliko slovenskega kmetijstva in seveda posebno skrb imamo tukaj za te manjše kmetije, kajti na te so rade pozabljene, ne, in te manjših kmetij v Sloveniji večina, ne. Samo za primer, od dobrih 56 000 zbirnih vlog ali teh tako imenovanih subvencijskih vlog, jih je 45 000 takšnih, ki imajo manj kot 10 hektarjev. Ne? To ni za eno polno delovno mesto, to je res kot tisto neko delo ali kakorkoli. Ne? In seveda za vse te poskušamo in tudi za velike, ne? Tudi veliki so člani. Ne? In zdaj treba najti tisti interes, ne? Med ta velikimi, ki so, bom rekel, veliki tržni proizvajalci, ki prodajajo, ne vem, milijone litrov mleka. Ti si mali, ne?
Pa jaz sem po teh klasifikacijah z obzirom, da sem hribovski kar tam nekje med srednjimi, ali pa med večjimi srednjimi. Ker če jih je 45.000 manjših kot 10 hektarjev, jaz obdelujem 27 hektarjev. Ja, 27, ja. Sem že kar med večjimi, bom rekel, po površini. In se pravi, to je ena stvar. Druga stvar, imamo pravno službo, nudimo vso pravno pomoč, pišemo pritožbe na občinske zadeve, tudi na državne, na razne sklepe. Tudi če kdaj kakšna kanalizacija gre čez zemljišče, tudi to izobražujemo kar se zdaj v Ljubljani dogaja. Tudi to pomagamo. Pa nič ne pomaga veliko? Glejte, bo pomagalo slej ko prej, se pravica vedno izkaže. In tudi tukaj se bo. Res, da to zdaj, bom rekel, tem kmetom ne bo veliko, ali pa lastnikom zemljišč ne bo veliko pomagalo, ker bo mimo vseh pravil ta pač kanalizacija zgrajena in speljana. Na vodovarstvenem območju. Na vodovarstvenem območju, ja. Ampak pravica se bo skazala, vedno se skaže in tudi tukaj se bo slej ko prej. Pravica vedno pride na dan, ne? Ja, tako je. Tako je. No, potem pa seveda tudi recimo pri teh kolesarskih stezah, kakšne so lastninske pravice, potem jim pomagamo pri prednostnih pravicah. Ko so že pri kolesarskih, ne? Jaz zdaj tam v naši zagorski občini jo gradijo, ne? Pa tudi veliko tečem, vidim tudi drugje. In dostikrat gre tudi po delu kmetijskih površin, ne, tam zraven ceste, skoraj, da. Ja. In zdaj, a so kmetje kar dolžni lastniki zemljišč to prodati, ker je to menda javno dobro, kako je to? Glejte, ob vsaki cesti je, ob vsaki cesti je pač to kmetov javnega dobra. Ponekod to pride v javno dobro, da niso kmetje lastniki, v velikem primeru pa posegajo v kmetijska zemljišča. In tam je seveda postopek, kmetje se seveda, ali pa lastniki kmetijskih zemljišč. Se lahko obrne tudi na zbornico? Ja, vedno in se tudi obračajo. Tudi izobraževanje smo imeli prav na to, kakšne so njihove pravice v postopkih, kako se zadeva dela. Zdaj, bom rekel, pameten ali pa normalen župan, te zadeve poskuša vedno se dogovoriti z dogovorom, z služnostjo, z podpisi, drugače pa ja, lastnik zemljišč se mora vedno strinjati. Če se ne, ga lahko vse... Ja, če se ne, je to lahko kot neki višji interes, se pravi, gre potem lahko postopek za prisilno služnost ali pa za razlastitev, ampak to so potem dolgi sobni postopki in ravno pri kolesarskih stezah tukaj se vse gradijo z evropskimi sredstvi, čim bi šel to nekdo v razlastitev, potem bi bil rok za črpanje evropskih sredstev zamujen. Velikokrat pa seveda kmetje ali pa lastniki zemljišč pač popustijo kot šibkejši, ampak se pa morajo strinjati. Včasih slišimo, da je tista zemlja ocenjena, ki je drugje bistveno više, kot pa potem dobijo. Ja, to je tako v preteklosti, do letošnjega poletja, zdaj še ni nekih teh praks, se je seveda delal odkup zemljišč po dejanski rabi. Se pravi, če je imela kmetijsko zemljišče, pa tudi, ko je bilo kmetijsko zemljišče, si pač odkupilo po ceni, ki je cenilc naredil kmetijske zemljišča. Če si potem to zarisalo v zazidljivo cono in tako naprej, potem tam je bila pa seveda kot dejanska, je bila pač dejanska zazidljiva parcela. To je še višja cena, ne? Ja, potem je seveda višja cena, sploh odvisno kje, v Ljubljani je čist drugače kot v Zagorju ali pa v Sevnici. Zdaj je pa v veljavnosti zakon od lanskega junija, ki pa investitorju nalaga, da mora plačati to, tudi če je dejanska raba kmetijsko zemljišče, po namenski rabi. In potem so pa cene više. Samo treba je pa nekaj vedeti, ponovadi so parcele, imamo tako jih od ceste ali pa od Save ali pa od reke vzdolžno. In tam ti vzamejo, ne vem, imaš parcelo široko... Za traktor, cesto. Ja, ampak imaš tam cesto, recimo parcelo široko, če niva, 20 metrov, pa ti vzame 2 metra. 2 metra, in je to 40 kvadratov. In zdaj, če pogledamo, da je to kvadratmeter kmetijskega zemljišča bil od €1,50 do 3 €, je to koliko? Ja.
Ne? Malo, ne? Ja, ne? Brez zemlje postaneš. Nič, ja, brez zemlje obstaja postaneš. tudi, da mogoče pa občina lahko kje drugje da? Ja, to so seveda To pa nadomestno, to so ne? seveda, če imaš ti, če tvoja, sploh za tiste kmetije, ki jim je kmetijska dejavnost izključna kmetijska dejavnost, ne? Tam seveda imajo pravico tudi zahtevati nadomestna zemljišča. In to se dogaja, ko kmetje seveda nočejo prodati, nočejo dati služnost, ker jim je to glavna in izključen vir preživetja. Sploh pa ob cestah, tam, kjer gradijo ponavadi ravnina, kjer je lažje obdelovati. Tam pa morajo investitorji pač nadomestiti jim relevant kmetijskega zemljišča, ne? Zdaj, če je to slabše kvalitete, mora biti malo več, še neke odškodnine zraven. Ne? Primer od primera je različen. Ne? In se pravi, tukaj vse posod tukaj mi seveda kmetom svetujemo, to je na tisoče vlog, pritožb, svetovanj, ne? Na koga se ne obrnejo, res pa je, da ne moremo zastopati njih na sodišču, ne? To pa seveda lahko samo odvetnik. Ja. Je pa res, ne, Roman, ne, ko pa vidiš potem, da pa nekje ostala pač ena lisa, kjer pač kmet ni prodal, ne, in se mogoče to malce zastavi, pa vsi s prstom na njega pokažejo, pa jaz včasih potem vprašam tistega, ki je zelo kritičen, ne, kaj pa če bi bila tvoja zemlja, ne? Ja, lahko je biti pameten za zemljo nekoga drugega, ne? Mi imamo seveda sistem, ne, pa bom rekel, velikokrat razmišljanje, sploh tistih, ki nimajo kmetijskih zemljišč, ki niso nikoli delali po zemlji. Ne. Pa vse ima dosti, ne? Ja, prvič ima dosti, pa drugič je vse naše, ne, iz socializma ven. Ne. Ja. Glejte, ni vse naše, ne. Kar je tvoje, ne. Kar je pa moje, je pa moje. No, to je včasih vpliva. No, ampak še prej okoli zbornice, okoli organiziranosti, ne. Ti si predsednik, prej smo videli direktorja tudi, ne? Ja, zbornica je organizirana tako, da ima, se pravi, svet zbornice, predsednik zastopa zbornice, potem imamo upravni odbor zbornice, to je 20-članski, dva podpredsednika zbornice, eden iz teh tako imenovanih pravnih oseb, eden od fizičnih. Potem smo še na lokalni ravni organizirani na 13 območnih enot. Imamo pa seveda direktorja, ki pa zastopa in koordinira zbornični urad, se pravi zaposlene na zbornici. Vendar mi smo tudi zbornica, v kateri v sklopu naše zbornice je tudi javna služba kmetijskega svetovanja in javna služba živinoreje. Na ta namen imamo pa organiziranih 8 kmetijsko-gozdarskih zavodov po celi Sloveniji in seveda bom rekel v vsakem večjem kraju tudi potem izpostavo, ker so svetovalci. Zdaj, to službo pa v 80% sofinancira država. Kmetijske svetovalce, ne 100%, ampak 80% jih sofinancira, se pravi, ostalo se je treba pač zaslužiti na trgu, ne. Z raznimi projekti, z vlogami, z mnenji in tako naprej, ne. In pač ta služba je razvejena po celi Sloveniji in ti svetovalci so seveda tisti, ki so tako imenovane kmetijske tajnice, kmetijski administratorji. Kmet, ko dobi neko odločbo, ko dobi neko zadevo, ne ve, kaj je, ne gre k odvetniku. Sploh manjši kmet, greste prvo k kmetijskemu svetovalcu. Nekakšna podaljšana roka, ne? Ja, in nažalost, ne, imamo teh administrativnih del, ne, toliko, da se premalo ta služba ukvarja, ampak seveda, če ta dela, kaj mora služba delati, nam odredi država z planom, ne. In nam seveda odrejajo čedalje več tega, ne, tako da je vse premalo tega, bom rekel, tehnološkega svetovanja, ne. Včasih so rekli, da si mogel kmetijski svetovalcu biti škorne, pa jeti na kmetijo, no, zdaj so kmetije tudi v veliki meri poasfaltirane, so pa tudi take kmetije, še, na katere je pa tudi treba še obuti škorne, ne. Mi imamo v Sloveniji, bom rekel, kmetije od takih, ki se ni, ne vem, 20-30 let nič spremenilo, ne, pa do visokotehnoloških kmetij, tako kot sem prej povedal. Ne. Na drugi strani imamo pa potem pa tudi državo, ne, ki pa veliko govori o digitalizaciji, pa ne vem, o papirologiji, ki je čedalje več. Sploh pa, če se prijaviš na kakšna evropska sredstva, ne, te še že kar ustrašiš. Ne, ja, gledajte, tam pride cel prok zahtev. Tu je pač seveda ta skupni načrt ali pa skupne kmetijske politike. Moramo vedeti, da je kmetijska politika najbolj regulirana politika v Evropski uniji, ne.
Potem je pa seveda na državah članicah, kaj si izposluje in na kakšen način tudi okoli teh birokratskih zadev. Ne. Morate pa vedeti, ali pa moramo vedeti vsi skupaj, da pa tisti, ki misli, da je seveda Evropa in da so evropske države enake ali pa enako vredne v Evropski uniji, niso. Ne. Imamo Evropo večjih razredov, velike države diktirajo evropsko torej, mi politiko nismo špici, ne? In seveda mi nismo špici. Ne. No, bilo pa nas je, ne, kar precej strah, ko se je začela ta vojna. Prvič nam je bilo žal za vse tiste, ki tam umirajo. Ta napad je res grozovit, ne, pa še kar traja. Ampak smo pomislili tudi, ne nazadnje, tako Rusija kot Ukrajina, ne, zibelka žitaric, ne, ampak, ne, kmet nas reši potem spet, ne. Ja, to zavedanje, ne, mi smo vsi pričakovali, da je ta, se pravi, agresija Rusije na Ukrajino, ne. Kratka, ne. Da bo, prvič smo si želeli, da bo kratka, ne. Drugič pa je takoj zanihala trga, ne, to je zdaj, svet je rato ena vas, globalno, ne, to se trguje pač po celem svetu in smo vsi pričakovali, da bodo bruseljski birokrati malo trznali in da bojo razumeli, ne, da je pa treba mogoče tudi v kmetijski politiki zadeve zastaviti drugače. Ne, pa se to ni zgodilo, nažalost, ne. Je seveda Evropa med bolj, ali pa je najbolj bogata celina, ne. In v Evropo seveda bo hrana prišla, ne. Če tudi po višji ceni, pa seveda za višji sloj ali pa za malo tisti višji srednji razred, ne, hrana še vedno ne prinaša ali pa ne znaša več to neki strošek. Ne. So ceni, so stroški goriva, prevoza, sploh če zdaj računamo, da imamo v Sloveniji 1,200,000 avtomobilov, kaj je to za registracijo, kaj je to za koliko je stroškov za vzdrževanje, koliko je stroškov za gorivo, ne. To so seveda večji stroški v družinskem proračunu kot pa hrana. Ne. Seveda pri nižjem sloju, pri revnejših je to lahko tudi drugače, ne. Pa premalo znamo ceniti domače, doma pridelano pa še nekaj, ne. Tudi na pravilen in ta prav način pripraviti hrano, ne. Vse naj bi bilo že sprocesirano, prepravljeno, 4-krat zapakirano, ne vem kako dolgo obstojno, obdelano z EI in vsemi temi. Sveže ribe, ki so bile ulovljene pred 2 tednom, ne? Ja, ne vem kje in tako naprej, ne. In to je to, ne. Zdaj, če nekdo, ki je spreten v kuhinji, se pravi lahko tudi z relativno malo denarja pripravi Maj zelje, repa in krompir, pa je dober kosil. Pa kakšen prašič mora še natrstopiti. Se da narediti, bom rekel, zelo okusen in polnovredno hrano. Ta vojna nam je na nek način pokazala, kako dobro je, da imamo mi kmete, da smo nekako samooskrbni. In smo kar precej v določenih artiklih. Res, da smo včasih dejali, da smo krompirjeva dežela, pa menda tisto nismo več 100%, ne? Ampak, kar se pa živinoreje tiče, ne, smo pa kar, ne? Ja, gledajte, živinoreja je paradni konj, ne, slovenskega kmetijstva iz večjih razlogov, iz naravnih danosti. Iz naravnih danosti, se pravi, pa iz tega, da imamo 58% vseh kmetijskih zemljišč, ki se obdeluje, jih imamo je trajnega travinja, se pravi, absolutnega travinja. Ne? Kaj to pomeni, da se kaj drugega tam ne da pridelati? To je travinje in tam niso bile nikoli njive in tam ne more biti, in tudi ne more biti njive. To so hribi, kamni, trava raste. Visoko, recimo, višja nadmorska višina. Ne? In če ne bi tam imeli... Tam moramo imeti travojedne živali, ne? Bi potem grmovje zraslo, ne? Ja, bo pa slej, ko prej zraslo grmovje, ne? Kaj ti kamor drugam ne moreš dati tega, ne. In zato imamo tudi še tako lepo Slovenijo, ne. Vsi jo hvalijo, lepo obdelano. Po drugi strani imamo seveda na ravninah bolj intenzivno kmetijstvo, tudi zelo koristno. Koruzo veliko, ja, repico vidim prek morja, tiste rumeno cvetenje. In ogromno površin bomo zdaj zarisanih vodovarstvenih območij, ne. Ampak tam kmetje tudi tam kmetujejo v skladu z smernicami, z stroko
in se tega držijo. In pitna voda v Sloveniji seveda zaradi kmetovanja ni problem, povsod je pitna, jo ne kemično obdelujemo in to smo lahko rečemo ponosni na to. Veste, vsak, ki šel kdaj v tujino, sploh tam na zahod, s tisto vodo, ko tam v hotelu preteče, si jaz še zopno upam umiti, ne pa da bi jo in potem kupujemo v plastenkah. Ja, ampak v Sloveniji to ni potrebno. To je treba priznati. Pa delajo to, ne? Ja, to je pa moda, ne? Ja. To je pa moda piti vodo piti iz plastenke, ki pa zopet obdelana, ne? Ja, seveda. Pa stara je tudi, ne? Ja, seveda je stara in obdelana. Sej, če ne bi bila obdelana, pa če ne bi bila konzervirana, ne bi počakala. Tudi voda ne počaka. Ja, tako je to, na to smo si vodo, pa je pustimo dlje cajta, ne? Ne gre, ne? Ni naravna. Ne? In zdaj, jaz sem enkrat se pogovarjal z Ireno Ule, predsednica Zveze kmetic, ki je enkrat bila v eni državi, malce južne od nas, ne, kjer so imeli tudi ekopridelovanje, ne, ampak je rekla, ko sem videla, s čim vse tam škropijo, ne, sem si rekla, joj, to pa še daleč ni, ne, eko, ne. Tako da to, kar je pri nas, ne, eko, ne, je kar eko, ne? Ja, zelo strogo nadzorovan certifikat, 4 nadzorstvene inštitucije, ki te hodijo kontrolirati. Pa tudi, če ni eko, ne, pri nam je kar zdravo, ne, tisto, kar je pridelano, glede, v Sloveniji ker je veliko prepovedano, ne? Prvič je, mi recimo v Evropi je, če gledamo na teh škropivih, po domače povedano, je dovoljeno več kot 400 substanc. V Sloveniji samo 200. Aha. Ampak to zato, kaj ti proizvajalec in prodajalec teh substanc, ne, škropiv, po domače povedano, ne, si mora pridobiti dovoljenje za vsako državo članico. Države članice so pa razdeljene v cone, no, mi smo skupaj tukaj z Avstrijo in Italijo. Ampak, ko bo, ne vem, nekdo, ki pač nekaj prodaja, ne, za določeno zadevo, ki je recimo dovoljena v Avstriji, bi to probo še v Slovenijo prodati, ne, njegov šef multinacionalke vpraša, koliko boš pa ti tega prodal? Prav, ja ne vem, za 50 000 evrov, ne. Registracija košta pa 20, ne. Se pravi, morajo imeti ogromne marže in še kaj, ne prav, pa morajo potem vsa navodila v slovenščini, pa izobraževanje prodajalcev, ne prav. S tem se pa mi ne bomo hecali. Mi bomo pač šli prodajati tam, ko lahko na veliko prodajamo, ne, in zato smo kmetje tukaj prikrajšani. Ne smemo pa iti v Avstrijo ali v Italijo in ta škropivo, ki je tam dovoljeno, ga ne smemo kupiti in uporabljati v Sloveniji. Mi smo pa recimo nagrajeni potrošniki, na nek način, ja, ne? potrošniki pa ja, ampak... Še bolj meni je teh stvari pri nas, ne? Ja, točno tako. Čeprav vse verjetno. Ne, gledajte, pa še, mislim pa še to je treba seveda povedati, v Sloveniji imamo izredno nizko uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Mi smo jih v zadnjih 30 letih v tonah teh aktivnih snovi zmanjšali več kot za polovico. Se pravi, zdaj to je tako. Ja, to ima pa tudi voda zdaj fajn, ne? Ja, ampak zdaj to je tako, veš, vsi kmet, ki on to ne bo šel polivati kar tako, ne? Ja. Zato, ker to je strošek. In če tebe nekaj stane, ne, ti boš res šel narediti, če je to potrebno. Se upravičujem, ne? Pri vrtičkarjih, ne, to ni glih navada, razen tisti, ki nič ne uporabljajo, ne? Veliki to se čas piramo, kakšen vrtiček, zraste, pa ne? vidim, kako ima je lepo, ne, pa pravim, tlele je, pa in tudi noben jih ne kontrolira, ne. Ja, to se pravi, jaz, ko ponavadi nimam tako debelega paradajza, pa bogatega pridelka, da kar prav delam, ne. Ja, zdaj, odvisno, ne, kaj hočeš imeti, ne. Ne, sej ne škupim, ne. Ker včasih je pa tudi tako, ne, Ja, se poznamo v slovenski pregovor, ne, da butast kmet ima, da je bo krompir, ne, zato ga jaz že veliko let, zato ga jaz že veliko let ne sadim, ne. Ne, ja. Roma, ne, ker sva bolj kot ne v času kosila, ne, ko bo treba tudi nekaj dati na krožnik, ne, zdaj ne vem, si sam pripraviš ali pa greš kam, kaj ponavadi rad ješ, ne? Jaz jem raznovrstno hrano, ne. Tako kot smo včasih rekli, najraje imam hrano na žlico, ne. Tako kot je to stara navada bila, ne. Ajmoht, ne, ja, golaž, dober, ja. Obara, no, ja, vampe tudi? Tudi, ja, ampak tam sem previden, ne. Vem, kje pa zakaj, pač tako se navadil. Ja. Po pravici povedano, sam si ne kuham skoraj nič. Tisto, kar, če bom spet zdaj rekel malo zlobno, kar si pač moški zna, ne, ali pa mora znati. Jajce speč, ne. Jajce pa še kaj drugega tudi, ne, pa kavo, pa drugač pa... Kaj konc kuhati, ne. Ja,
po pravici povedano tako, vse kadar se spravim kaj kuhati, ne, na koncu, ko sem imel še mamo doma, ki je bila dementna, pa ni več kuhala, sem tudi kuhal, ne, in pripravljal, ne. Ampak sem imel vedno težavo, ne, z količinom, ne. Preveč, ne? Ja, preveč, ja. In zdaj tudi, če za sebe grem, zdaj, ali 3 dni to jem, ne, ali pa stran vržem, ne, in stran pa ne mečem rad hrano, ker jaz sem še tistega kova, ne, kot otroci smo se vedno pri vsakim obroku Bogu zahvalili za hrano, ne. In je bilo treba pojesti, ne? Ja, in smo pojedli vse, ne, nič ni ostalo, ne, toliko smo si tudi, koliko smo si lahko vzeli. Potem moja generacija, no, tudi tvoja, ne, smo pa včasih že dali potem atu, ne, pa je ata, ne, pojedel, Pri ne. nam pa ni šlo tako, Ne. je bil pa ta avtoriteta. Prvo je pa rad pojedel, A ne. ja, to je pa drugače. Po najboljše Se je poznalo, ne, Ja, po potem, najboljše ne. bolj maljav. Pa je bil, je 40 let, imel 72 Torej, kil. nisi vegan, ne? Vegetarijanc tudi ne? Ne, jaz zelo rad jem meso, se mogoče ga tudi malo preveč, ampak tako je. Rad pa jem raznovrstno, se pravi solato, krompir na različne načine, ne, s krompirjem res nimam težav. Vedno pa seveda, če ni zraven, ne, pri kosilu mesa, imam pa občutek, da nekaj manjka. Ne. Tudi v petek si včasih privoščim kaj brezmesnega, pa imam občutek, da sem tako lačen. Čeprav lahko ribe takrat, ne? Ja, no, Ampak pa še svinjsko ribico, ne? ne v petek ne svinjsko ribico. Ne, se ti zvem, ja, ampak tako, ne? Reko ribe, ne? Ja, ampak Ja. raj, ampak tako je, tako da jem od zunaj, velikokrat se tudi zgodi, da grem z Ljubljane v 5, 6, pa nisem še načel. Razen zajtrka, tudi na malcu je težko jeti, pač pride, si planiraš, potem pa se zadeve zavlečejo, zamudijo. Tako da jem, v glavnem jem zunaj. Ampak ješ, ne? Ja, to pa ja, v Roman. nedeljo pa z bratom greva k mami na obisk in potem pri bratu na kosilo. Pa jim kuhajo. Odlično, tam pa tudi brat kuha, brat tudi potico peče, se pravi, boljše kot jaz. Orehova. Ja. Ja. Roman, zdaj, ne, kako ti gledaš na to, ker nekako ta strateški svet, ki je ustanovljen pri predsedniku vlade, ne, dr. Robertu Golobu, da bi nekako neke nove prehranske smernice spisali, pa tudi malo, kot poslušam, bolj zaradi tega, ne, da zaradi tega ogljičnega odtisa pa ekologije, ne, kako ti na to gledaš? Ne? Zdaj, same prehranske smernice, ne, in povedati, kaj se lahko je in kako se je, seveda, jaz to nimam teh težav, ne. So se pa seveda v štartu zadeve lotili popolnoma napačno, ne. So rekli, ja, manj mesa, pa bomo s tem naredili nekaj za okolje, ne. Veste, slovenska govedoreja in živinoreja ne pomeni v slabem okolju nič. Jaz večkrat povem, takrat, ko je bila korona, ko se je vstal promet, ko se je vstal letalski promet, niso tovarne delale, se je ozračje nad Milanom, ki je katastrofa, ne? Pa tudi nad Pekingom. Ne? Ja, sploh ne. Ja, se je neverjetno zboljšalo. Po drugi strani, če pogledamo... Pa, mimogrede, govedi niso takrat umorili. Ne, govedi so... živele naprej, ne? Govedi se ni zmanjšala, glih tako so jedli in podrigavali, kajti podrigavanje je to problematično, ne? Zmotno nekdo misli, da skozi strepke, ne? Ampak s podrigavanjem, ne? Kajti govedo je prežvekovalc, ne? In to je pač zgodovinsko povezano, ker se ni imela možnosti, ni bila niti tako hitro, ni se moglo tako braniti, ne? Zato je bilo pač to goved, ima to v sebi, da takoj, ko pride, se mora takoj napasti in se potem skrije in umakne in to v miru prebavi, da je pač na ta način se ščitilo pred plenilci, ne? Tako je pač to, ne? Govedo ima pač te tako imenovane vampe, ki to delajo, ne? Konj, ki je bil bolj hiter, njemu to ni potrebno, ne? On nima vampa za prežvekovanje. Ja, tako je. Mislim, zdaj zelo laično povedano, no? Ampak upam, da vsak razume, ne? Če pogledamo stalež živali v Sloveniji, se v 30 letih ni bistveno povečal, celo se je malenkostno znižal. Pa ne se malce več, ne? Ja, ozračje, ne, se je pa bistveno pokvarilo. Ne? Zato, ne, je to... Ne odkrav. Ja, in če hočejo zboljšati okolje, v Sloveniji si treba zadeve lotiti na drugem koncu, ne na krožniku.
Ne. Tudi svetovno, če pogledamo, je ta premosorazmernost naraščanja govedi, pa z poslabšanjem zraka zelo, zelo veliki razkorak. Ne. Če damo točko nazaj 30 let. Ne. Tako da, ne, če tam skrižamo. Tako da, to je pač ratala, ne vem, neka moda, neka mantra. Kaj pa če gledamo z tega moralnega vidika, ne? Ker pač ne bomo ubijali, ne? Ker to so čuteča bitja. Ja, se so, se jaz jih imam rad, jaz pač ne ubijam, jem pa, ne? Ja, jaz tudi ne ubijam, ne, ali pa ne koljem, pač zato imamo ustanove, klavnice, nekdo pač mora tudi to početi, ne. Ampak zdaj seveda tukaj ni nekega, vse imamo živali radi, gledajte, v Sloveniji še v veliki večini kmetij ima vsaka krava še svoje ime, ne, kar v tujini tega ni, ne, tako da zdaj to izpirjenost nam očitati pač nima smisla, ne, tako da, če smo se hoteli ozračja, ne, pa okolja lotiti, seveda se ga moramo lotiti se drugje, ne, na krožniku, še enkrat poudarjam, ne, od fasad, kurilnih naprav, avtomobilov, prevozov, ja, tako pa javni promet urediti, pa tako naprej, ne. Imamo pač veliko tega in tudi strokovnjaki, okoljski, prehranski, tisti pravi, ne, se s tem strinjajo in tudi ustanavljamo za eno skupino teh ljudi, ne samo naša zbornica, tudi druge, da bomo pač imeli za protiutež tem, bom rekel, popoldanskim okoljskim strokovnjakom in popoldanskim prehranskim strokovnjakom. Ne. Nas tam noter moti, da so v tistim svetu, ne, popoldanski nutricionisti, ne. Ne pa profesionalci, klinični zdravniki, ki se pač na to spoznajo, ne. Bi pa seveda pričakoval tudi zaradi okolja, če so šli, da bi se te prvo najprej lotili pregleda, kakšna hrana in odkot se kupuje v javnih zavodih, v katerih je ustanoviteljica država. Bolnice, šole, tudi tiste, ki niso v osnovnih šolah, ne, srednje šole, potem vojska, domovi za upokojence. Pa mimogrede, ko si že omenil bolnico, ne, zdaj včasih si dobil kos kruha, ne, odrezan, ne, zdaj pa to zapakirano v plastiko, ne. Ne? Tako ne gre skupaj, ne. Plastika spet, ne. Jaz sem še tistega kova, ki si kruh sprot odrežem, ne. Ja. In ga tudi pojem, ne. Ga ne režemo naprej, ne. Tako smo bili navajeni, ne. Kruh si sprot odrezal s hlebca, ne. Ja. Ja, marsikaj je tle, tako, ki bi se dale zadeve urediti, ne, v teh javnih zavodih, ne, pa pogledati, kakšen je ogljični odtis tiste hrane. Naši kmetje pravijo, da zelo težko, tudi naša živilska predelovalna industrija pravi, da je izredno težko prodre v javne zavode preko razpisov, kajti jih vedno nekdo z dampinško ceno povozi, ne, kakšna je ta kvaliteta, zdrava sicer, bom rekel, nezdrava ne sme biti, to je po zakonu, ne, pa od kje je prišel, kako, na kakšen način, se pa seveda nobeden ne vpraša, ne. Najlažje je seveda pokazati s prstom na kmeta, ne. Ni prav. Ni prav, ne. Roman, pa še nekaj, jaz ne vem, če tudi ti to opaziš, ne, jaz sem recimo tudi vse jem, ne, ampak vem, poznam tudi nekaj prijateljev, znancev, ki so vegetarijanci ali pa vegani, tudi pitagorejci, nekatere poznam, ne, ki jejo samo presno hrano, ne. Jaz jim nikoli ne pametujem, ne, dej jej še malo kako svinino, ne, ampak oni pa meni, ne. Ja. Oni imajo, jaz pravim, ta procent ljudi teh ni velik, ne, imajo pa izredno agresiven pristop, ki ga seveda ne povezujejo samo z tvojim načinom življenja in prehranjevanja, ne, ampak imajo še vso neko drugo filozofijo, ne, ampak prav zanimivo, ne, zdaj je Evropska unija sprejela uredbo o možnih, ne vem, nekih črvih ali ne vem čem še vse v prehrani, ne? Ampak veste, to jih pa ne moti. S tem, da bo sam drobni tisk napisan? Ja, ne moti jih tovarne, ki rastlinsko hrano predelujejo in jim dodajajo, da so potem okusi, da imajo okuse. Veganski čevapčiči. Čevapčiči, pleskavice, pljučna pečenka, vegetarijanska, ne, ali pa veganska, ne, mislim. Halo, ne. Mi smo zahtevali, tudi ministrstvo je dejalo, da bo to sprejeli, da ne bo
jo dovolili več poimenovanja, to je tudi v Franciji tako, pač teh pripravkov, če lahko tako rečem, z mestnimi imeni. Ne. Ampak Ne vem, zakaj nekdo, če je proti mesu, ne, zakaj pa bi potem bilo potrebno sploh prodajati. Zdaj, če ima on za to Veganski biftek, ne? Ja, zakaj ima to potem on neko slabo vest ali kaj, da je pa nekaj dobro naredil. Okus se pa približuje, ne, temu. Ne. Do tega okusa je pa treba na en način priti. To je pa laboratorij. To pa ne vem. tako da tu jaz kot laik, ne, ali pa tudi kot novinar, ne, ki spremljam to debato, jaz ne slišim glas ministrice, kmetijske ministrice, ne, gospe Irene Šinko, ne, pač jaz ga nisem slišal veliko, ne, tudi se mi zdi, da kar veliko Slovencev, ne vem, ta vlada bo že kmalu 1 leto, ne vem, včasih smo kar poznali kmetijske ministre, jaz si jo ne slišim, ne, zdaj ne vem, a je to dobro, a je to slabo, kako je? Kam se je tu postavila? Ne, tukaj mislim, da tukaj si ministrica postavila čisto na Ohranitev kmetije. Na to stvar, da je pač živinoreja v Sloveniji pomembna, da je kot taka pridelava hrane strateškega in da seveda se je. Ne. Je pa tako, ne, se včasih je boljše v ministru ne slišati, ne, kot pa slišati slabo. Ne. No, upam, da te besede držijo. Ne. Ja. Kar je pa pogrešam, ne, to, ker je Kmetijsko-gozdarska zbornica nekaka stanovska organizacija, jaz pogrešam, ne vem, spomnim se času Ivana Omana pa močne Slovenske ljudske stranke, glasu kmeta, podeželjana, ne, nekoga, ki živi na podeželju v parlamentu, ne nazadnje se tam zakonodaja sprejema, potrjuje, tega pa zadnja leta ni in se mi zdi, da se glas kmeta vse manj sliši. Se trudite, ne, na Kmetijsko-gospodarski zbornici, posamezni kmeti, ampak parlament je le parlament, tam je 90 ljudi, ne? Ja, to je seveda težava, ne. Težava je pa tudi, da seveda sam resor kmetijstva tudi v preteklosti bil kot ne bodi ga treba, ne. Čas smo rekli kot 13. ne. Noben ga ni hotel, ne. In se ga potem recimo v preteklosti, ne, dobila najmanjša stranka kot Desus, ne, kar seveda ni v redu. Zdaj ga je dobila seveda najmočnejša stranka, ne, Gibanje Svoboda. Kar je v redu, ne? Kar smo mislili, zdaj to je pa v redu, vendar se je najkasneje izvedel ime. Se pravi, ni bilo pretendenta nekoga, ki bi to si želel, ki bi imel to politično moč in seveda to agendo kmetijstvo nekaj spremeniti ali pa v kmetijsko nekaj popraviti. Ne. V Avstriji, Nemčiji, ne, Franciji je kmetijstvo takoj za predsednikom vlade, zunanjim ministrom, finančnim ministrom. So to kmeti? Ne. Glede, niso. Koliko pravimo v zdravstvenem ministrstvu, da je dobro, Ja. da je zdravnik, Glejte, ne, pa da ni dobro, da je ne, zdravnik. glejte, to so politiki, ne, ampak prihajajo iz teh strank, kjer imajo seveda ta, bom rekel, kmetstvo, podeželje težo. Ne. Zdaj, te stranke v Sloveniji Zdaj pač ni v parlamentu, ne? nimamo in pred volitvam se seveda nekako to spomnijo na nas. Ne. Tega pač nimamo. Zdaj tudi drugi parlamenti so seveda večji, pa potem tudi pridejo posamezni kmetje preko teh političnih strank v parlament, ne, in si jih tam sliši pač zdaj. Mislim, da sem bil ta zadnji kmet poslanci, jaz, ampak tega je zdaj že več kot 10 let. Ne. No pa recimo Katarina Hočevar je tudi prihajala iz kmetije. Ja, tudi takrat kot jaz, ne, ja, samo jaz sem prišel direkt z kmetije. Ne. Ja, kar je pa drugače. Mimo grede, ne vem, si dobil kakšno povabilo, da bi bil kmetijski minister? Ne, pa sej, to je tako. Pa če bi sprejel? Ja, ne. Veste, zakaj ne? Zdaj, če bi me, ne vem, nekdo povabil, da pridem, ne, se moraš seveda vprašati, prvič, kakšna bo tvoja politična moč v tisti politični grupaciji in potem seveda tudi v vladi, da boš lahko stvari peljal tako, kakor ti misliš, da jih je prav. Zdaj, da bi bil pa seveda, da si pa poklican samo zato, da si kmetijski minister, ne? Brez tega, da nimaš jasnih ciljev, kaj si želiš narediti in seveda zagotovil koalicije, da boš to tudi spelo. Ne? To je zdaj tisto. Ne? Zdaj,
Sam naziv sem pač bil minister. To je škoda. Ne bo efekta, ne bo uspeha. Vidiš zdajšnjo delovanje Slovenske ljudske stranke, da bi še lahko prišla v državni zbor? Zdaj, tako je. Res da je, ko si enkrat zunaj, te tudi mediji ne vidijo. Redko vidiš potem predsednika te stranke, Balažiča zdaj, da bi ga, vabili. Prej so ga, ko ni bil politično aktiven, je bil komentator. Zdaj se mi zdi, da je kar takšen embargo. Ampak ravno zdaj bi se moral ta glas slišati, ampak seveda ni sam kriv, če ga ne povabijo. Zdaj je okužen. Veste, seveda, medijska scena v Sloveniji je kakršna je. Jaz si seveda želim, da bi Slovenska ljudska stranka, ki še zmeram trdim, saj sem še vedno član, ta podeželska kmetska stranka, in da je velika škoda, pa ne zaradi Slovenske ljudske stranke. Velika škoda je zaradi slovenstva, zaradi države, zaradi podeželja, da je več ni. In nihče drug ni prevzel te njene vloge. Se pred volitvom to poskušajo. Se mi zdi, da je v teh ljudeh malce več konzervatizma, bolj priseganje na neko tradicijo, ne pa vse na novo, seveda, vse se posodabljajo kmetje, ampak neke tradicionalne vrednote. To je ključno, veste, to je tako tudi na kmetijah, je to ključno. Ta izročilo, to tradicijo upet povezati z novimi, sodobnimi tehnologijami, prijemi, da se seveda, da ti je ta tradicionalnost, to znanje, ki so ga imeli naši stari starši, nadgraditi z sodobnimi prijemi, sodobnimi tehnologijami. Ne pa odvršil stran. In tudi v politiki tega ni. Vsi smo zdaj neki, ali pa vsi so neki sodobni, sredinski, liberalni, vsi se drenijo na sredini. Ne vem, kaj še. Potem so pa na eni ali pa na drugi strani tako ožigosani kot ekstremisti. Seveda se pa rojevajo potem. Tudi so. Seveda to je potem tudi možnost. Ampak jaz mislim, da Slovenija je še vedno zmerna družba in tudi tisti, če kdaj kjer kakšen glas da v levo in desno, ga ni treba vzeti kot pravilo, ampak kot eksces ali pa kot opozorilo. So še takšni politiki v Sloveniji, kot je bil recimo Ivan Oman, ki si ga od blizu spremljal, nekako človek razuma, človek, ki je nekako šel preko dela, se gradil. Lahko da je, ki je kakšen, ampak je skrit. Jaz ga ne poznam, ga ne vidim. Sploh, če zdaj pogledamo to iz teh, da bi izhajal iz teh kmečkih vrst, da bi bil ta, recimo, tako luciden kmečki tribun, kot je bil Ivan. Ki so ga imeli radi desni in levi. Ja, in so ga spoštovali, ne samo radi imeti. Ja, spoštovali. Jaz ga ne vidim, lahko pa da je kje, pa lahko da se bo kje naredil in mu želim veliko sreče. Jaz pa tudi tebi želim veliko sreče, še slabi 2 leti na tem predsedniškem mestu. V naslednjem mandatu ne razmišljaš? Glejte, to je še tako delač, ne vemo, kaj še vse bo, tako da ne. Zdaj zaenkrat ne. Treba je delati svoja, potem pa treba narediti pred naslednjimi volitvami, pa seveda premislek. Lahko pa marsikaj pride. Nekaj stičnih točk imava, oba sva letnih 64, veš, da je bil dober športnik tudi, 64, košarkar, Dražen Petrovič, Pa je bil 64? 64, sem imel v glavi, da je bil mlajši kot jaz, da je bil 65. Je pa res, da ga že dolgo ni, Ja, to se pa spomnim, to je pa mislim, da tam enega, kaj je bilo, 93? Tam nekje, prometna nesreča, Potem šla sva skozi operacijo bruha, Ja, kilo, ampak to je bilo rutina. Na hiter, Zdaj ti si takrat potem lahko gledal nogometno prvenstvo tekme. Ja, 20 je bilo in sem glih takrat prišel domov in sem počil in sem si vse tekme ogledal nekoli prej v življenju in nikoli pol. Pa še rada imamo oba vegetarijanca, torej prašiča, ki poje največ zelenjave, Ja,
To je kmečki pršič ali pa krško-poljski pršič je tak. Bom rekel, ti sodobni pršiči. Pa že kaj drugega jedo tudi? Pa v glavnem jedo žita. Ja, žita. Ja. Tam je zelo malo voluminoze, tako imenovane trave ali pa repe. Krško-poljski pršič ali pa tisto, ko smo ga redili, ko smo bila midva mehna, pa je pa bil tak. No, se tisti so čas tudi po mije so hodili kmetje. Ja, to je pa zdaj prepovedano. Ja, to pa in tudi prav je tako. Po mojem takrat. Ja. Ampak je pa bilo sploh to, zdaj zaradi te afriške pršiče kuge, ki je pa velika nevarnost, Slovenija je še brez, ta zna narediti pa upamo, da bomo ostali. In da se bomo držali teh. Zdaj prihaja tudi ptičja gripa, ker tudi že na sesavce, Ptičja gripa je seveda tudi problem, ampak manjši problem. Manjši problem, ne naredi take gospodarske škode. Roman, hvala ti. Hvala tebi za povabilo. Še kdaj, ne? Ja, ni problema. Lep pozdrav poslušalcem, gledalcem. Gledalcem, ja. Še v mojem imenu pa srečno. Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.